Lepo pozdravljene in pozdravljeni v galeriji Ekscentra Nova Gorica, kmalu Evropska prestolnica kulture 2025. X-Mobil je umetniško-znanstvena platforma, ki prihaja iz Ekscentra. Že leta 2022 smo ga tu zgoraj v zgornjem nadstropju zasnovali študentke, hekerji, umetnice, inženirji, zelo pisana druščina. Ta platforma je avtonomna električno, ima solarne panele, torej na sončne celice pridobivamo električno energijo, za katero lahko ta raziskovalna umetniška avtomobilska prikolica razmeroma avtonomno deluje, opravlja svoja ekološka, socialno-raziskovalna poslanstva v javnem prostoru, v naravnem prostoru. Vendar pa doslej, do pred kratkim, ni imela vode, vsaj ne pitne vode. Imeli smo sončno energijo, imeli smo elektriko, vode pa ne. Tale vodni filter za menoj je z udejstvovanjem Mihe Godca in še drugih umetnic, umetnikov, oblikovalk, oblikovalcev, ki jih bom omenil, rešil prav to drugo zadrevo, torej avtonomijo vodnega napajanja umetniško-znanstvene platforme X-Mobil. Z Miho smo se dogovorili za nekakšno letno rezidenco na X-Mobilu, ki je seveda vsebovala tudi delavnice, javne predstavitve, spekulativni dizajn. Pojavili smo se na nekaj festivalih, javnih dogodkih. Za nami pa je končno produkt, pravzaprav prototip, ampak povsem delujoč prototip vodnega filtra, ki se ga postavi pred avtomobilsko prikolico iz platna, ki je nameščeno po obodu te prikolice. Voda počasi teče skozi vodni filter. Na začetku se sreča z glinenim delom filtra, ki je pravzaprav neke vrste skulptura, gre za trorazsežnostno tiskano glino, 3D print gline, ki ga je zasnovala in tudi izdelala ekipa Pjorkala. Dalje voda kaplja na senzorje, ki vodne kaplje prevajajo v zvočne impulze, v zvok. Na podlagi programskega okolja Pure Data se to kapljanje, ki se giba od glinenega filtra v zbiralnik, pretvarja v eno tako zvočno krajino, skulpturo bi lahko rekli, ki je generativne narave, odzadaj je en algoritem, ki ga je Miha Godec razvil posebej za ta namen. No, nato iz zbiralnika odteče voda v ultravijolični filter. Tu pa gre seveda za biološko filtriranje ali pa prečiščevanje vode. Prej seveda zgoraj mehansko, spodaj biološko in pravzaprav na koncu, na pipici, dobimo bolj ali manj pitno vodo. Seveda ta filter najbolje deluje z deževnico, mogoče čistejšimi naravnimi izviri, potočki, ne ravno z najbolj umazanimi rekami, pa vendar je pravzaprav neka po eni strani spekulativna, po drugi strani pa kar delujoča naprava, ki hkrati še seveda zvoči, oblikuje za svojo pojavnostjo, oblikuje prostor okoli X-Mobila, okoli te prikolice, ki se odpre in vabi občinstvo navadno k participaciji, udeležbi na kakšnih delavnicah, na kakšnih ekološko-raziskovalnih, aktivističnih aktivnostih. Naprimer, z Miho smo ravno spomladi leta 2024 tudi v okviru njegove rezidence z skoraj 40-50 srednješolkami in srednješolci v Laguni ob Tržiču, Monfalconu in ob X-Mobilu raziskovali, pravzaprav jemali vzorce, vzorčili tamkajšnjo ekološko problematično vodo v Laguni, ki gre vse slabše v tistem močvirju ob Laguni, jo tako rekoč
naravoznanstveno analizirali, izpostavljali okoljske, ekološke probleme, obenem pa se tudi učili, seveda je bilo to za srednješolke in srednješolce nekaj povsem novega, zvočiti, torej umetniško oblikovati, transformirati, transponirati signale, ki prihajajo iz vode, predvsem zvočne, ne toliko vizualne, pa tudi vizualne. Nastala so krasna manjša dela, tudi en performance, ki smo ga predstavili na festivalu Aqua voda tukaj v čezmejnem Šterencanu. To je recimo en tak oris konteksta tega dela. Nastajalo je čez vse leto 2024, ko smo ga na koncu tudi razstavili v tej galerijski postavitvi z prostorskim zvokom, torej bolj kot skulpturo, kot objekt, se ga pa preprosto razstavi, narejen je tako, da se poda v standardne, torej evrostandardne škatle, zabojnike, iz katerih je sestavljena modularna zasnova umetniško-raziskovalne prikolice ali platforme X-Mobil, kamor zložimo posamezne kose medijske opreme in tako tudi ta razstavljeni filter, ki lahko s tem seveda v tej avtomobilski prikolici potuje praktično kamorkoli. Torej povsem mobilen in je s tem postal del nabora, del bazena opreme za X-Mobil, ki bo verjetno dokaj nepogrešljiv vse takrat, ko bo šlo za akcije v naravnem okolju ali pa tudi v urbanem okolju, kjer se ne moreš nujno zanesti na pitno vodo ali pa na dobrohotno sosedstvo.